Gospod Zmago Jelinčič Plemeniti, imate besedo, izvolite. Hvala lepa. Zahodna Evropska unija je prenehala s tistim bedastim gonjenjem klimatskih zadev in se je obrnila na novo pot. In sicer na tako imenovane, kot pravijo Nemci, Neue Seidenstraße, nova svilna pot. Slovenija ni nikjer vključena v to novo svilno pot, zato vas, predsednik, sprašujem, kako se bo Slovenija vključila glede na svoj položaj v to svilno pot, v povezovanje z Zahodno Evropo, z vzhodnim delom Evrope, s tem, da nas ne bojo odrinili na stran. Hrvatje intenzivno delujejo na gradnji kopenskih vodnih poti in sicer nameravajo zdaj zgraditi še kanal med Vukovarjem in Slavonskim Šapcem, to se pravi povezali bojo Donavo in Savo, da bojo skrajšali to Donavsko pot, kajti Donavska pot gre v centralno Evropo. Slovenija bi se lahko priključila na tej Donavski poti, vendar je zanimivo to, da naši gospodje ministri oziroma gospe ministrice ne naredijo nič na tem področju. Slovenska nacionalna stranka je poslala gospe Bulčevi eno študijo o tej zadevi, dali smo jo tudi gospe Alenki Bratovšek, vendar se nič ne dogaja v zvezi s tem. Ravno tako se ne dogaja nič v zvezi z povezovanjem pristanišč v tako imenovani Pozejdonov trirok Koper, Trst, Reka, kjer je edina možna varianta, da se to poveže preko skupne poti preko Divače in navzgor. Zdaj, na OECD-ju, kjer sem bil pred kratkim, moram povedati, da pričakujejo od Slovenije zahteve, da se naredijo kakšne analize, da se pretehtajo kakšne poti, kakšne nove poti, kakšni večji projekti in da se na področju tega začne kaj delati. Slovenska ministrstva tukaj zaostajajo, ne delajo ničesar, mislim, da niti kontaktov nimajo z OECD-jem, ki je izredno močna, pravzaprav gospodarska organizacija, ki podpira ta gospodarski razvoj. Zanimivo je, da bi lahko te projekte vse vključili v bodoče predsedovanje Evropske unije. Tam je treba predočiti določene velike strateške projekte, ki jih Evropa lahko potrdi in tam bi se lahko Slovenija pozicionirala drugače, kot če bomo govorili samo o človekovih pravicah tam, človekovih pravicah tukaj in tako naprej. Skratka, sprašujem, gospod predsednik, ali boste na nivoju vlade sklicali kakšen širši sestanek vseh tistih, ki bi morali biti prizadeti pri tej zadevi in ali bodo začeli kaj delati v tej smeri. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite. Hvala lepa za vprašanje. Torej, Kitajska nadaljuje s projektom oživitve nekdanje svilne poti med Evropo in Kitajsko. Gre za tako imenovano pobudo Belt and Road Initiative. In to je strateški kitajski projekt povezovanja z Evropo, Bližnjim vzhodom in Afriko. Skupno zajema 65 držav, ki predstavljajo 60% svetovnega prebivalstva in okoli tretjino svetovnega BDP-ja. Kitajska razvojna banka je za okoli 900 projektov že leta 2015 namenila 890 milijard dolarjev, v letu 2017 je dodala še 124 milijard dolarjev. Slovenija je novembra 2017 ob robu vrha 16+1, se pravi Kitajska, vzhodno in srednje evropske države, v Budimpešti podpisala krovni dokument o tej pobudi, to je podpisal minister Počivalšek. S podpisom tega dokumenta in sodelovanjem v pobudi 17+1, namreč letos v Dubrovniku se je pobudi pridružila še Grčija, se Slovenija pri sodelovanju s Kitajsko osredotoča na konkretne projekte, ki so vezani predvsem na področje krepitve blagovne menjave. Kitajska je najpomembnejši trgovinski partner Slovenije v Aziji. V letu 2018 je blagovna menjava med državama znašala milijardo 314 milijonov evrov, to je 12-odstotna rast, kar uvršča Kitajsko na 13. mesto med najpomembnejšimi trgovinskimi partnericami. Tudi v prvem polletju leta 2019 je zaznati rast menjave za 11%.
V letu 2017 je na Kitajsko izvažalo 475 slovenskih podjetij, z Kitajske je uvažalo 12 581 slovenskih podjetij. Na kitajskem trgu so prisotni konkretni slovenski produkti, če jih omenimo le nekaj: prehrana, mleko, med, ribje konzerve, perutnina, svinina, vino, registracija zdravil, to je Krka, izdelava in prodaja ultralahkih letal, Pipistrel, razvoj in programska podpora za superračunalniške sisteme na Fakulteti za računalništvo in informatiko, razvoj komponent za e-vozila in tako dalje. Za okrepitev slovenskega izvoza na Kitajsko je potrebno identificirati nove tržne niše za izdelke visoke dodane vrednosti, ki bodo prenesli strošek transporta in tudi konkurence na kitajskem trgu. Vemo, da je tam trg organiziran drugače in so nekateri protekcionistični ukrepi in je precej reguliran trg. Kar zadeva povezljivost, velja tudi poudariti, da kitajski trg predstavlja pomembno tržišče tudi za Luko Koper. Prek Luke Koper se namreč že sedaj pretovori večje količine blaga v obe smeri, kitajski trg pa predstavlja velik potencial za rast in razvoj v prihodnje. Pristanišče Koper predstavlja najkrajšo transportno pot za blago, namenjeno v srednjo in vzhodno Evropo. Sodelovanje Luke Koper s kitajskim tržiščem na kontejnerskem segmentu predstavlja največjo priložnost, za kar si Slovenija prizadeva predvsem pri podpori prepoznavnosti koprske in severnojadranske transportne poti pri kitajskih špediterjih in izvoznikih. Slovenija tudi aktivno sodeluje na vseh pomembnejših dogodkih iniciative in pobude 17+1. In tudi srečanji na politični ravni pomaga pri krepitvi sodelovanja na različnih področjih. Zavedamo se tudi potrebe po oblikovanju skupnega EU pristopa, ki bo upoštevajoč temeljna načela, se pravi tudi je treba upoštevati demokracijo, človekove pravice, vladavino prava, transparentnost in odgovornost, znal izkoristiti priložnosti, ki jih ponuja sodelovanje s Kitajsko. Sodelovanje želimo ukrepiti predvsem v transportu in logistiki, visokih tehnologijah, turizmu, živilski industriji, novih materialih, alternativnem pridobivanju energije, ravnanju z odpadki in vodami. Je pa treba še povedati, da večje države Evropske unije niso preveč naklonjene tem sodelovanju v tej pobudi, ampak Slovenija bo pač ravnala tako, kot je v slovenskem interesu. Tako da se deloma lahko tudi strinjam z vami, da ne gre vedno slediti večjim državam Evropske unije, ampak je treba zasledovati tudi svoj interes. Hvala, gospod predsednik vlade. Gospod poslanec, izvolite. No, me je razveselilo ta zadnji zaključek, da je treba slediti slovenski interes. Tega ponavadi do zdaj ni bilo, zmeri smo kimali Evropski uniji. Govorili ste o Kitajski in začel ste na enem koncu. Tisti pomemben del je pa transportna pot v sredini. Namreč, če se Slovenija ne vključi preko svojega položaja na severnem Jadranu in Podonavju, bomo zviseli. In prometne poti bi šle, oziroma naj bi šle preko severno-nemških pristanišč in pa preko Suez, Grčija, Italija, Slovenija je pa tukaj evakuirana. Zato je potrebno tukaj narediti projekt, ki bo Slovenijo vključeval v ta evropski projekt. Tako po celinskih vodnih poteh, kakor tudi po železnici, kakor enostavno rečeno. Te transportne poti so silno pomembne. Če jih ne bomo imeli, nas ne bo. Dejstvo je, da nas hočejo odriniti in skupni evropski pristop ne upošteva Slovenije v tej zadevi. Če povem samo eno stvar, da je recimo že skupščina leta 1992 ponovno obravnavala možnost povezovanja Donavskega bazena po vodi z Jadranskim morjem. In Italijani in Madžari so bili pripravljeni sodelovati pri tej zadevi, potem je to zamrlo. V bistvu gre tukaj za zadevo, ki jo je začela že skupščina nekdanje socialistične Republike Slovenije. Zakaj ne bi na evropskem nivoju sprožili teh vprašanj in jih začeli malo širše obravnavati? Konec koncev, dajmo nehati razmišljati o vseh drugih in dajmo razmišljati o lastni državi.
Kar se tiče teh transportnih poti, so najcenejše, najbolj enostavne in infrastruktura, ki jo naredimo ob gradnji teh transportnih potih, ostane za vse večne čase in jo vedno lahko izkoriščamo. Hvala, gospod poslanec. Gospod predsednik vlade, izvolite. No, kot sem povedal, seveda bomo zasledovali slovenski interes in je treba vedno iskati tudi ravnovesje med Kitajsko kot partnerico in pa tudi Kitajsko kot tekmico. Vemo, da potekajo tudi na nivoju Evropske unije široke razprave o tem, različne države imajo različna mnenja. Kar se tiče transportnih poti, bomo največ naredili, če zgradimo ta naš drugi tir, zato da bo Luka Koper lahko polnokrvno delovala, ker Luka Koper je zagotovo, kot sem že povedal prej, pomemben partner za tako uvoz kot tudi izvoz. In tukaj bi bilo najbolj pomembno, da bi dogradili ta drugi tir in postali konkurenčnejši in s tem omogočili tudi večji pretovor. Hvala. Hvala, gospod predsednik vlade. Gospod poslanec, imate postopkovni predlog. Izvolite. Hvala lepa. Jaz bi prosil, da o tej zadevi razpravljamo tukaj v Državnem zboru, da se kakšne zadeve razjasnijo. Upam, da bo Državni zbor potrdil to razpravo in da bomo poslušali tudi razmisleke določenih ministrov oziroma ministric, za katere se bojim, da ne bojo kaj zelo tehtni. Konec koncev moram povedati, da sem jaz dal kar precejšnje študije gospej Violeti Bulc in pa gospej Alenki Bratušek. Pa kot sem že povedal, se ni nič zgodilo. Zato bom tole tudi malo izkoristil, pa bom en del teh papirjev dal gospodu Tramtetu, generalnemu sekretarju, da se naj on pozabava pa razmisli o tem, da bi morda res sklicali kakšen sestanek na ministerskem nivoju, ki se bi ga udeležili tudi strokovnjaki z teh področij. Morda bi bilo dobro poklicati še kakšne druge tuje strokovnjake, kajti kot kaže, jih je v Sloveniji zelo malo. Hvala lepa. Hvala, gospod poslanec. O vašem predlogu glasujemo jutri v okviru glasovanj.